Lepo vas pozdravljam na en zelo lep pomladanski dan pred ekrani. Verjamem, da bomo z vsebino upravičili našo prisotnost v senci. Z vami bomo dr. Aleš Maver, profesor na Filozofski fakulteti v Mariboru, gospod Tomaž Smole, učitelj zgodovine na Osnovni šoli Šmartno, in gospod Nejc Kavka, asistent na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Vsi trije so avtorji novega zgodovinskega atlasa, ki je izšel pri Mladinski knjigi. Na začetku pa bom z vami tudi gostitelj, trenutno urednik zgodovinskih učbenikov na Mladinski knjigi, Boštjan Kerenc. Kaj prinaša zgodovinski atlas? Bom delil nekaj sličic, da si bomo lažje predstavljali. Najprej, a je ideja, zaradi katere ideje je nastal? Boštjan, se opravičujem, ker te motim, zdaj ne vidimo tvoje projekcije, tako da klikni še enkrat ponovno gumb za ponovno deljenje, klikni New Share, pa ponovno izberi diaprojekcijo. Se vidi? Zdaj pa ja. Ja. Dobro, najprej malo o ideji, zakaj in kako je prišlo do novega zgodovinskega atlasa. Delo z zemljevidi se nam zdi pomembno. Včasih so zato bili verjetno zgodovinski atlasi tudi del šolskega sklada. Razvijanje prostorske in časovne perspektive pri učencih je pomembno in je del vzgoje skozi celotno izobraževalno obdobje. Sam pri šolskem delu opažam, da imajo učenci težave, vedno večje težave pri branju in razumevanju prebranega. Zato mislim, da bomo v prihodnosti morali več poudarka nameniti bralno-učnim strategijam. Tudi priporočila za novi učni načrt navajajo, da bo treba odgovornost tudi pri nejezikovnih predmetih naložiti učiteljem, da bodo razvijali jezikovna znanja in tvorjenje in sprejemanje strokovnih besedil. Torej pri vseh predmetih naj bi učenci, dijaki redno brali, izbirali raznolika bralna gradiva, jih razumeli, poglobljeno analizirali in kritično vrednotili. Predvsem pri slednjih dveh nam mednarodne raziskave PISA kažejo, da so slovenski učenci pod povprečjem. Torej, tudi to je bilo eno od vodil pri nastanku zgodovinskega atlasa. Razmišljali smo, da če bi učenci imeli zgodovinski atlas večkrat pri sebi, bi se z njim pogosteje pri pouku ukvarjali, brskali po njem, bi lažje dobili, osvojili neko časovno perspektivo in tudi občutek za prostor, ki se je skozi zgodovino seveda spreminjal. Zdaj, posamezni zemljevidi so v sodobnih učbenikih že tako ali tako prisotni, ampak ravno to, kot sem omenil, da bi se učenci večkrat tudi samostojno ukvarjali z zgodovinskimi atlasi in ob tem reševali različne naloge, bi jim omogočilo usvojiti boljšo prostorsko in časovno predstavljivost. Boštjan, se opravičujem, ker te motim, si še vedno na začetni strani, ker mi vidimo le začetno stran. Ja, sem. Aha, v redu, super, hvala. Zdaj pa kako smo si zamislili postavitev našega zgodovinskega atlasa.
Vsako poglavje zajema 2 strani. Večinoma prideta na ti 2 strani 2, ponekod 3 zemljevidi, in zajema eno poglavje zgodovine. Razdeljeno je od prazgodovine, od prvih migracij človeka pa do sodobnih migracij, ekonomskih migracij, torej od prazgodovine do sodobnosti. Na začetku imamo neko sličico, ponazarja neko osnovno značilnost obdobja, potem nek citat, ki izhaja iz določenega obdobja, naslov in zelo kratko uvodno besedilo, v katerem želimo opisati glavne značilnosti dogajanja. Posamezne zemljevide smo potem opremili poleg običajnih legend, ki jih zemljevidi imajo, tudi s takimi majhnimi besedilnimi oblački, s katerimi smo posebej opozorili na določene stvari na zemljevidu. To se nam je pomembno zdelo iz vidika lažjega razumevanja, predvsem samostojnega razumevanja zemljevidov, predvsem pa se nam je zdelo to dobrodošlo pri zemljevidih, ki prikazujejo neko dogajanje. Tukaj zgoraj imam potem slovarček izrazov, ki nastopajo v zemljevidih oziroma v tem obdobju, tako da pojasnimo neznane izraze. Pod prvim zemljevidom smo navedli kratke posledice dogajanja na zemljevidu v obliki prej potem. Zato, da bi bilo učencem, dijakom lažje razumljivo, kaj je dogajanje na zemljevidu povzročilo. Na drugi strani imamo potem izpostavljene nekatere osnovne značilnosti obdobja, na koncu vpliv na današnji svet. To rubriko smo želeli učence opozoriti na to, da bodo sploh opazili, kako veliko recimo tega, kar danes poznajo, današnjega sveta, izhaja iz zelo različnih zgodovinskih obdobij človeštva. In pa potem v desnem spodnjem kotičku smo dodali še nekaj didaktičnih nalog, s katerimi smo želeli uporabnike opozoriti na določene stvari v zemljevidu ali pa tudi dati kakšen namig za nadaljnje delo, za nadaljnje raziskovanje. Tukaj imamo še en tak primer, recimo iz novejšega obdobja. Poleg knjižne različice smo si zamislili tudi interaktivno različico. Bom delil spletno verzijo. Vidimo, torej, poleg knjižne različice se nam je zdelo pomembno, da pripravimo tudi spletno različico. Predvsem učitelji v razredu pogosto uporabljamo ob razlagi zemljevide, in ta različica bi koristila taki projekciji. Če gremo tukaj zgoraj v desnem zgornjem kotu, imamo orodno vrstico, kjer lahko povečamo, pomanjšamo atlas. Predvsem mislim, da je koristna tale ikona, trenutno za nas, da bi vam pokazal, kaj vse vsebuje atlas, ki nam prikaže kazalo vsebine. Kazalo vsebine je razdeljeno na 2 dela, lahko se premikamo po straneh, tako kot v knjižni varianti. Potem pa imamo še drugo kazalo interaktivnosti, ki nam pokaže, kaj vse vsebuje zgodovinski atlas, poleg besedila in slik, ki nam jih ponuja knjižna različica. Ponuja nam animirane zemljevide, ponuja nam povezave do različnih videoposnetkov in tudi nekaj videoposnetkov naše izdelave. Nejc Kavka, na primer, je pripravil nekaj zelo dobrih videoposnetkov o slovenski zgodovini, in ponujajo nam nekaj spletnih nalog.
če bi se učenci sami ukvarjali s tem, upam pa, da bomo nekaj teh interaktivnih nalog še dodali. Zakaj so se nam zdeli interaktivni zemljevidi dobrodošli, bom pokazal na primeru. Recimo, če izberem konec druge svetovne vojne v Evropi, imamo tukaj na razširjenem robu potem možnost povečave zemljevida, če želimo samo to prikazati. Druga opcija je animiran zemljevid. Pri tem animiranem zemljevidu smo zastavili tako, ker gre za dogajanje, da smo spodaj pripravili časovno premico in učenec, dijak se lahko sam premika s pomočjo časovne premice po času od leta 43 do 45 in na ta način spoznava drugi del druge svetovne vojne. Pokažejo se besedilni oblački, ki mu razložijo posamezne dogodke. Če ima željo, da bi spoznal več, lahko v posameznem oblačku klikne še ikono več, kjer se mu izpiše več o tem dogodku, dodane so tudi sličice za lažjo ponazoritev. Take vrste animiranih zemljevidov smo dodali predvsem pri tistih, ki prikazujejo dogajanje. Najbolj so seveda za to primerne vojne, sicer pa je vključeno v zgodovinski atlas več kot 40 takih animiranih zemljevidov. Zdaj, nekateri so animirani samo po legendi, da kliknemo na določeno barvo in se nam prikaže, nekaj pa na takle način. Poleg te možnosti imamo potem različne interaktivne naloge. Nekatere so vezane na zemljevid, nekatere na časovni trak, torej na ta način učenci sami lahko spoznajo bolj natančno določeno obdobje ali se preizkusijo v tem, kaj so si zares zapomnili. Ali še kakšna povezava za videoposnetek, kar nam tudi koristi pri rabi v razredu. Toliko zaenkrat z moje strani. Zdaj, v nadaljevanju bi jaz povabil vse 3 avtorje zgodovinskega atlasa, da predstavijo nekaj svojih primerov dela z zgodovinskimi zemljevidi. Najprej nam bo gospod Nejc Kavka predstavil nekaj bralno-učnih strategij pri delu z zemljevidi, nekaj teorije o tem, kako delati z učenci in dijaki z zemljevidi. Potem nam bo gospod Tomaž Smole prikazal konkreten primer, recimo, kako se lahko zgodovinski atlas uporabi v razredu. In na koncu nam bo gospod Aleš Maver prikazal nekaj sodobnih kriznih žarišč in kako jih lahko uporabimo tudi pri delu z zgodovinskim zemljevidom v razredu. Na koncu seminarja bi vas pa povabil še k posameznim vprašanjem. Lahko že kar. Torej, lep pozdrav, jaz sem Nejc Kavka. No, saj kar tale. Tako, ja. Torej, jaz sem Nejc Kavka, po izobrazbi sem učitelj zgodovine in geografije, delam pa na pedagoški fakulteti, kjer sem asistent za družboslovje na oddelku za razredni pouk. In v bistvu tu ena od glavnih stvari, s katerim se ukvarjamo, je tudi pač kartografsko opismenjevanje, ne, to sicer zdaj na razrednem pouku, ampak kljub temu je to nek temelj, na katerem se potem gradi tudi v nadaljevanju, ne, torej razumevanje zemljevidov, branje, interpretacija zemljevidov, ne. In to je neka taka spretnost oziroma
sposobnost, ki se jo mora ves čas, oziroma se jo razvija skozi res daljše časovno obdobje, ne, in v bistvu je treba ves čas nekako vzdrževati, ne, torej delo z zemljevidi je res zelo pomembno. Ja, zdaj, kaj je sploh, oziroma kje je mesto zemljevidov pri poučevanju zgodovine, ne? Velikokrat se pozablja, ne, da v bistvu je zgodovina umeščena v nek prostor. Torej, v prvi vrsti se zgodovina ukvarja s preteklostjo, torej s časom, ne. Velikokrat se potem pozablja na prostorsko dimenzijo, ne. Torej, tudi to, da je vsakršno zgodovinsko dogajanje, pojav, proces opredeljen s prostorom oziroma postavljen v nek prostor. In ga to v bistvu tudi močno definira oziroma lahko vpliva na samo zgodovinsko dogajanje. In zato preteklosti v resnici ne moremo poučevati brez zavedanja o prostoru. Zdaj, učenci, kot je že Boštjan povedal, imajo zelo pogosto težave s prostorskimi predstavami in tudi z kartografsko pismenostjo, ne. Težave jim dela to, da morajo pač neke podatke razbrati iz zemljevida. Delo z zemljevidi na splošno jim je precej zahtevno. To se kar opaža, no. In zdaj ravno z tega vidika je res pomembno, ne, da se potem zemljevidi res čim več dela, ne, ker samo na ta način bomo to področje izboljšali. Zdaj pri zgodovini, ne, se to mogoče en vidik, kjer se to precej dobro kaže, je to, kako dobro znajo učenci, dijaki umeščati slovensko zgodovino v nek obči okvir, ker se velikokrat to pač nekako ločeno obravnava, ne, in zdaj je pol pogosto težava, ko je treba umestiti dogajanje v slovenskem prostoru v ta obči okvir, torej da učenci se zavedajo, na primer, da, ne vem, ko se učijo v Karantaniji, to nekako sodi tudi v tisti kontekst, ne vem, Frankovskega kraljestva, ne, ali pa ne vem, kakšen tak podoben primer, ne, kar pogosto je lahko problem, ne, ker enostavno ne povežejo tega. In en zelo velik oziroma pomemben vidik je tu ravno prostor, ne, torej z zemljevidom. Ko na zemljevidu vidimo, ne, da v bistvu je en del Frankovskega kraljestva tudi ta Karantanija, oziroma da so Franki tja prihajali, kakorkoli, ne, že na zemljevidu se to zelo dobro vidi, ne. In velikokrat je ravno ta prostorski vidik zelo pomemben. Zato je pač delo z zemljevidi pri pouku zgodovine res nujno, ne, ker vsako zgodovinsko dogajanje je res vezano v nek prostor, ne. Po eni strani moramo vedeti, kje se je nekaj dogajalo, ne, torej samo lokacija, ne, potem velikokrat so zelo pomembne razsežnosti nekega dogajanja. Ne, se pravi, kako obsežno je bilo, kako velik je bil zares, ne vem, imperij Džingis Kana ali pa Aleksandra Velikega, ne. In potem tudi primerjave med temi razsežnostmi, pa potem določena prostorska razmerja med pojavi, ne, kje je bilo nekaj v primerjavi z nečim drugim, ne. Pa tudi v končni fazi bolj ta geografski vidik, ne, kako je naravno okolje vplivalo na mogoče zgodovinsko dogajanje. Torej, kako, ne vem, kako je v bistvu, ne vem, morda nek poseben ali pa svojstven razvoj Velike Britanije tekom zgodovine, morda, kako je na to morda vplivalo to, da je pač Velika Britanija otok, ne. In to se da z zemljevidom zelo dobro, iz zemljevidov zelo dobro razbirati. Tako da tudi v tem atlasu imamo kar nekaj zemljevidov, ki so tudi fizični, torej se vidijo neke naravne enote na zemljevidih, ne, in se potem to da razbrati, ne, iz zemljevida. Ja, zdaj zemljevid sam po sebi, v bistvu gre za neko tako precej kompleksno, abstraktno, grafično ponazoritev realnosti, no, da neke definicije ne bi šel, ne, ampak predvsem je pomembno to, da gre res za neko tako abstraktno ponazoritev, a ne. Morda je nam velikokrat tako nekako samoumevno, a ne, to, da je zemljevid, da nekaj prikazuje oziroma zelo hitro vidimo, a ne, potem ko učenci imajo s tem velikokrat zelo veliko problemov, a ne. Veliko problemov jim delam to, ker ne vejo točno, kaj gledati na zemljevidu, a ne. Zemljevid ti vse informacije ponudi naenkrat.
Ni tako kot pri tekstu, ko enostavno začneš brati na začetku vrstice in potem greš levo, desno, od zgoraj navzdol, ampak enostavno vse vidiš kar naenkrat. To so tudi znanstveniki raziskovali, da v bistvu, ko učenci gledajo zemljevid, zelo pogosto jim oči zelo begajo. Enostavno gor, dol, levo, desno in se ne osredotočajo se na neko stvar, ampak enostavno jim dela težave to, da ne vejo, kam morajo gledati, ker so vse stvari nekako naenkrat predstavljene. In zato je v bistvu res potrebno zemljevidi čim več delati, da se čim bolj navadijo na to, da v bistvu da je zemljevid neka posebna oblika podatkov, informacij, kakorkoli, da gre za nek poseben prikaz realnosti. In pa prav tako pač pomembno je abstraktno razmišljanje, gre za neko abstraktno ponazoritev. Torej, učenec, dijak mora imeti to sposobnost, da lahko razpozna, kako pač ta neka abstraktna podoba dejansko predstavlja nek prostor. Dobro, kar naprej gremo lahko. Zdaj pri samem to, Zdaj, kartografska pismenost se nekako postopno razvija, če gledamo neke faze, kako brati oziroma interpretirati zemljevid, no, to bomo v nadaljevanju, ampak vsekakor gre za nek tak zelo postopen proces. Temeljno kartografsko pismenjevanje se itak že izvaja na razredni stopnji, potem pa od predmetne stopnje naprej in tudi v srednji šoli, gimnaziji je pa to pač potrebno ves čas delati zemljevidi, ker drugače se to sposobnost, ta bralna pismenost zemljevidi se enostavno zgubi. In je zelo pomembno res, da se to pač čim bolj vključuje, delo zemljevidi. Zdaj, nekje šele tam na predmetni stopnji osnovne šole naj bi učenci zares dosegali to abstraktno raven razmišljanja, tudi po teoriji, po Piagetu. Se pravi, šele takrat naj bi zares lahko dojemali oziroma lahko brali in interpretirali na abstraktni ravni vse zemljevide. Torej, da ne izhajajo samo iz svojih izkušenj, ampak da dejansko lahko preberejo zemljevid. Zdaj, pri zgodovini imamo zelo pogosto opravka s tematskimi zemljevidi, torej zemljevidi, ki ne prikazujejo samo nekega prostora, ampak imajo hkrati tudi informacije, torej neko vsebino dodano, kar pomeni, da je to še neka dodatna stvar, ki jo morajo učenci oziroma dijaki prepoznati, torej ne samo prikaz nekega prostora, ampak tudi vsebina, ki je vezana na ta prostor. Dobro. Gremo kar naprej. Tule imam še en tak zemljevid. Zdaj, kot sem že prej rekel, postopno v bistvu gradimo to kartografsko pismenost. Na prvi ravni recimo prepoznamo samo nek podatek, se pravi, da samo znamo pokazati oziroma najti na zemljevidu, kje se nekaj nahaja, kje se nahaja določena država, da imamo to predstavo o lokaciji nečesa, potem na drugi ravni že lahko najdemo več teh podatkov in jih morda že na neki osnovni ravni primerjamo med sabo. Potem na tretji ravni že razumemo soodvisnost teh podatkov, recimo gledamo, ne vem, kako primerjamo recimo razsežnosti, to že na drugi ravni, ampak na tretji ravni pa že razumemo, če sta, ne vem, dve državi, ne vem, sosednji ali pa da sta si daleč narazen, kaj to zdaj pomeni. In pa potem na četrti ravni pa že v bistvu lahko posplošujemo, torej da lahko razumemo, kako to vpliva na razvoj, ne vem, recimo Beneška republika, sicer nimamo gor označene, malo kasneje, ampak kljub temu, kako je recimo lega Beneške republike vplivala na njen razvoj, in tako naprej, se pravi te neke izpeljave. Dobro, gremo kar naprej. Zdaj, jasno je, da čim mi uporabljamo zemljevid takoj neke višje taksonomske ravni, lahko dosegamo pri učencih, torej
čim imamo neko vsebino prikazano na zemljevidu, je treba ta zemljevid uporabiti, ne, tako da smo takoj na uporabi, pa potem takoj je treba, ne vem, stvari analizirati, tudi vrednotenje imamo zelo hitro, ne, se pravi, ne vem, o vrednoti, kot sem prej rekel, že ne Lego Beneške republike, in kako je to vplivalo na njen razvoj, ne, se pravi, povezava med Srednjo Evropo, Sredozemljem, pa potem križarske vojne, ne. In to se da zelo dobro čist samo iz zemljevida že razbrati, ne. In pa potem, ne, čim pa imamo velika odkritja, ne, je pa problem, ker pač je Atlantik precej daleč, ne, in spet lahko zelo dobro iz zemljevida razberemo, kako je vplivalo, kako je sama lega, ne, in prostorska značilnost vplivala na razvoj recimo Beneške republike, ne. Zdaj, tudi sam en zemljevid lahko vsebuje res veliko količino podatkov, ne, ki lahko nadomesti tudi po več strani besedila, recimo, ne. Pa imamo samo en zemljevid in so vse te informacije gor, ampak jih je treba razbrati dol, a ne. Ni tako, da je napisano vse to, a ne, ampak enostavno se da vse razbrati dol. In je to bistveno bolje, ne, tudi z vidika učenja, ne, da se na ta način potem pridemo do teh informacij. Hkrati lahko zgodovinsko dogajanje dosti bolj nekako konkretno opredelimo, oziroma postane bolj oprijemljivo, če vemo, kje se je nekaj nahajalo, pa so odvisnosti nekih zgodovinskih pojavov v tem prostorskem smislu, to postane nekako malo bolj jasno, malo bolj oprijemljivo, bolj stvarno, ne, kako si to predstavljamo v glavi, ne. Če vemo približno to prostorsko razmaščenost, je potem nekako lahko lažje razumljivo, ne. In pa, kar je zelo pomembno pri zgodovini, ne, imamo ta časovno dimenzijo, ne, torej nek prostor v različnih časovnih obdobjih, a ne, kot je bilo na ene 2 slajde nazaj, smo bili Pirenejski polotok, a ne, v različnih časovnih obdobjih, in se potem gleda to razliko, a ne, kako se je nek prostor spreminjal. Pri nekaterih vsebinah je to itak zelo, mislim, samoumevno, ne vem, Prva svetovna vojna, potem, ne. Ampak se mi zdi, da se v bistvu pri katerikoli temi to lahko uporablja, ker se te razlike oziroma zgodovinski razvoj skoraj vedno pozna na tak ali drugačen način tudi v tem geografskem, prostorskem smislu, no. Ja, no, tulele imamo še en primer, a ne, v bistvu, kako na zemljevidu imamo res ogromno nekih informacij in to lahko en zemljevid študiramo zelo dolgo časa, ne, in potem lahko vidimo tudi raznorazne povezave, razno podatke, ne, ki jih lahko razberemo, namesto tega, da bi enostavno to imeli tekst, ne, 2-3 strani teksta, ne, ampak pač lahko ogromno razberemo iz zemljevida. Je pa res, da pač pri branju zemljevidov rabimo tako, se pravi, proceduralno znanje, kot tudi deklarativno, se pravi, rabimo po eni strani znanje postopkov, ne, se pravi, samo branje zemljevida, po drugi strani pa rabimo tudi poznati vsaj do neke mere vsebino, ne. Ne moramo kar iz nič brati zemljevid, običajno, a ne. Tako da zato imamo tudi v tem atlasu pač dodane te ključne vsebinske poudarke, ne, da se potem da tudi nekoliko lažje razumeti. Še en zemljevid imam, meni se zdi, no, to je še en tak primer, mogoče malo drugačen, a ne, torej pa zemljevid veroizpovedi v Evropi danes, ne, se pravi, v bistvu geografska vsebina, ne, ampak še vseeno, samo z tega zemljevida mi lahko recimo ponovimo snov verskih vojn, konfliktov v, ne vem, zgodnjem novem veku, ne. Recimo damo nalogo, razloži mi tale zemljevid, ne, na podlagi poznavanja zgodovinskih dogodkov in lahko takoj vidimo, 30-letna vojna, kdo se je boril, ne, na eni strani so bile te protestantske sile, Švedska, Danska, Anglija, ne, tudi, dobro, Francija je malo poseben primer, ne, in lahko vidimo, da so protestantske, ne, pa potem Nemčija, ne, kjer se je glavnina bojev odvijala, vidimo, da je v bistvu kar nekako malo zmešana, ne, ta bolj južni del, ki je habsburški, je pač katoliški, severni del je pretežno protestantski, a ne. Potem vidimo Nizozemsko, Belgijo, ne, se spet lahko navežemo na dogajanje tam, a ne, torej
upor teh nizozemskih provinc proti Habsburžanom. Južni del se potem nekako podleže, kar postane Belgija in je katoliška, severni del pa pač nadaljuje boj in je potem Nizozemska in je deloma protestantska, kar lahko vidimo iz tega zemljevida. Pa potem v Švici lahko vidimo nek tak protestantski del in se spet spomnimo, Ulrich Zwingli pa dogajanje v Švici, Tako da res ogromno nekih informacij lahko izberemo samo iz enega tazga preprostega zemljevida, ki niti ni zgodovinski. Ampak še vseeno da recimo na ta način aktualizacijo vpeljati. Tako da marsikaj se res da delati zemljevidi in je potem lahko tudi precej bolj učinkovito, kot pa če bi samo neko stvar razlagali. Tako, evo ga, to je to z moje strani. Najlepša hvala gospodu Nejcu Kavki. Zdaj bi pa povabil gospoda Tomaža Smoleta, da nam prikaže nekaj primerov zemljevidov in vprašanj pri delu v razredu. Ja, se pravičujem. Lep pozdrav še v mojem imenu. Samo da naštimam projekcijo. Se vidi? Okay. Se pravi, lep pozdrav še v mojem imenu. Se vidi samo še na predstavitev, če daš. Se je predstavitev. Jaz imam kot predstavitev. Mi imamo pa po številkah. Vidim, ja. Kako pa sam trenutek bom še enkrat. Boljš? Ja. Okay. Se pravi, uporaba zemljevidov pri pouku zgodovine. Zdaj, kot sta že Boštjan in Nejc govorila, si danes na splošno pouka zgodovine brez uporabe zemljevidov itak ne moremo predstavljati. Zdaj, poučevanje zgodovine brez uporabe zemljevidov onemogoča učencem tisto dobivanje sposobnosti zavedanja prostora v nekem določenem času ali pa v prerezu. Pomembno je to preučevanje zemljevidov pri pouku zgodovine zaradi samega razumevanja fizičnega sveta, v katerem so ljudje nekoč živeli, kakšna so imeli prepričanja, odnose med seboj z drugimi narodi in različne izkušnje, ki so jih dobivali v zgodovinskem kontekstu. Zemljevidi pa so seveda pomembni za samo razvijanje tudi zgodovinske predstave. Kot je bilo že rečeno, najlažje je velikokrat doseči neko predstavo, nekaj zgodovinskega ozadja je ravno z uporabo različnih zemljevidov. Kaj sploh omogočajo zemljevidi? Zemljevidi omogočajo v prvi vrsti seveda prostorski pa vizualni način raziskovanja zgodovine. Zdaj, ta prostorski in vizualni način raziskovanja zgodovine igra zelo pomembno vlogo ravno zdaj v teh modernih časih, ko imamo velik poudarek na samostojnem delu učencev in tej želji potem, da bi učenci veliko bolj samostojno raziskovali oziroma preučevali tudi zgodovino kot šolski predmet. In z omogočanjem te prostorskega vizualnega načina raziskovanja seveda učenci lahko preučujejo spremembe in pa seveda tudi stalnice skozi zgodovino. In še eno pomembno zadevo je raziskovanje razdalj in potovanj, ki jih lahko prikažejo te zemljevidi. Zdaj, ravno za razumevanje razdalj in potovanj, tukaj pridejo te zemljevidi zelo dobro, ker seveda lahko razlagajo in prikažejo neko, ne vem, tukaj sem dal primer te čezatlantske trgovine, prikazujejo neko pot, kako je prišlo do te menjave in tako naprej. Razumejo pomen posamezne poti in pa še ena zadeva, dojemanje razdalj. Velikokrat govorimo o, ne vem, čezatlantski trgovini ali pa odkrivanju geografskih odkritij, kakšni podvigi so to bili, ampak te podvigi ostanejo lahko
nekje v ozadju učencev, če tudi niso dobro grafično v tem primeru prikazani, da dejansko učenci dojamejo nek pomen nekega zgodovinskega dogodka, obdobja in tako naprej. Tukaj je recimo tudi primer iz zgodovinskega atlasa, ko je tudi ponazorjeno oziroma prikazano potovanje po dnevih oziroma urah skozi različna časovna obdobja, tako da si lahko tudi na ta način učenci tudi lažje potem predstavljajo, ne. Recimo z jadrnico v 16. stoletju, pot iz Evrope v Ameriko je odvisno od vremenskih razmer je potekala od 40 do 90 dni, v primerjavi z današnjim časom, ne, ko poteka z letalom 8 ur in tako naprej. Se pravi, razumevanje razdalj in potovanj je en vidik, ki ga omogoča uporaba zemljevida pri pouku, drugo pa je raziskovanje sprememb skozi čas in prostor. Tudi o tem je bilo že govora, se ravno o tem tudi govoril. Jaz sem dal recimo primer oziroma Bizantinskega cesarstva, Osmanskega imperija, približno isto območje v različnih časovnih obdobjih. Učenci lahko z uporabo zemljevida ali pa skupaj z učiteljem, se pravi, ugotavljajo te spremembe skozi čas ali pa stalnice, kot sem že prej povedal, ne, ki se niso spreminjale mogoče skozi čas. Tako lahko ugotavljajo različne spremembe v državnih tvorbah, kulturah, veroizpovedi, poselitvi in tako dalje. Tako da jaz vidim uporabo zemljevida pri pouku v veliki meri kot zelo dober način še enkrat samostojnega dela učencev, ne nujno samo kot pripomoček učitelja, kar tako ali tako mora biti pri poučevanju zgodovine, ampak tudi dejansko samostojnega dela. Tukaj sem tudi nanizal nekaj primerov, ki jih bom zdaj predstavil, kako bi lahko učenci v veliki meri tudi samostojno, z nekim določenim predznanjem, sami raziskovali določena zgodovinska obdobja. Za ta primer sem uporabil zemljevide današnjega slovenskega ozemlja skozi različne zgodovinske obdobja. Nisem dal celotnega zgodovinskega prereza, pač določenih izbranih. Ampak že ko sem izbiral te zemljevide za pregled slovenskega ozemlja, je že prva zadeva, ki je pomembna, slovensko ozemlje, današnje slovensko ozemlje, kako se je spreminjalo skozi zgodovino. In že to je tak dober moment mogoče za uvod v zgodovino, pregled državnih tvorb na današnjem slovenskem ozemlju skozi zgodovino. In tukaj sta dve vprašanji oziroma dve nalogi, ki jih bi lahko učenci izpolnjevali. Recimo, s pomočjo zgodovinskega atlasa poišči, katere države oziroma državne tvorbe so se v preteklosti nahajale na današnjem slovenskem ozemlju, ne. Tukaj potem lahko učenci s pomočjo atlasa raziskujejo spreminjanje teh tvorb na slovenskem ozemlju in pa še s pomočjo atlasa časovno opredeli posamezne državne tvorbe, določi stoletja in jih umesti v zgodovinsko dobo, tako da izdelaš časovni trak, ne. Kot pač neka nadgradnja, potem še neke časovne, ne samo prostorske predstave našega ozemlja, ampak tudi seveda časovne. Se pravi, to je tak splošni pregled, potem sem pa šel k posameznim zemljevidom in podal določene možne izzive za učence. Se pravi, rimsko obdobje na današnjih slovenskih tleh, slika je iz zgodovinskega atlasa oziroma zemljevid. No, in ena od nalog s pomočjo zemljevida ugotovi, kako je bilo današnje slovensko ozemlje razdeljeno v rimskem času, ne. Zdaj, take naloge so lahko v bistvu kot neka uvodna motivacija uporabljajo, pač v različnih fazah učnega procesa se lahko uporabljajo kot uvodna motivacija, kot samostojno delo, se pravi, usvajanje nove snovi ali pa tudi kot ponavljanje, a ne. Se pravi, s pomočjo zemljevida učenci ugotovijo, kako je bilo slovensko ozemlje razdeljeno. Potem na zemljevidu poišči večje rimske naselbine na današnjem slovenskem ozemlju, primerjaj njihova poimenovanja v času Rima in danes, kaj lahko ugotoviš, ne, se pravi,
neka sklepanja, ohranjanje mogoče latinskih poimenovanj pri določenih krajih, rekah in tako naprej. Potem s pomočjo zemljevida razišči in razloži pomembnost našega ozemlja z Rim, se pravi, ja, trgovske poti, ne, in varovanje Rima oziroma Italije. Potem razišče, v katero provinco ali regijo bi spadal tvoj kraj v času Rimljanov, ne, tako da učenci probajo sami ugotoviti, ker s pomočjo zemljevida, ki je tako lepo obarvan, niti najbrž po vsej verjetnosti ne bi bil nek večji problem, v katero provinco rimsko oziroma regijo spada njihov kraj, in pa opiše elemente, ki so se ohranili na tem prostoru iz časa Rimljanov, ne. Tukaj potem poiščejo, kateri kulturni spomeniki se lahko nahajajo na določenih področjih današnjega slovenskega ozemlja. No, nadaljeval sem s slovanskimi književinami v vzhodnih Alpah, se pravi spet približno enako ozemlje, malo razširjeno v tem primeru, se pravi spet iz zgodovinskega atlasa zemljevid in naloga s pomočjo zemljevida opiši območje Karantanije ter poimenuj državno tvorbo na današnjem slovenskem ozemlju, se pravi Karniola, ne. Tukaj vidijo tudi to razliko, mogoče celo sami ugotovijo to razliko, da Karantanija dejansko zelo v majhnem deležu sega na današnje slovensko ozemlje, da se tukaj nahaja druga državna tvorba in tako dalje. Potem poišči dve cerkveni središči, ki sta imeli pomembno vlogo pri prekrštenjevanju Slovanov, in pa navedi oziroma opiši kulturne elemente, ki so se ohranili na tem prostoru iz časa prvih slovanskih kneževin. Potem naslednji zemljevid govori še vedno o slovanskih kneževinah v vzhodnih Alpah, samo ena stran naprej. Navedi mejo med območjem pokrstenjevanja obeh cerkvenih sedežev na današnjem slovenskem ozemlju in pa navedi, opiši kulturne elemente, ki so se ohranili na tem prostoru iz tistega časa. Potem v nadaljevanju je oblikovanje slovenskih dežel, zdaj gremo že globoko v srednji vek in zopet zemljevid iz zgodovinskega atlasa, kjer imajo učenci nalogo oziroma pač navodila, naštej slovenske srednjeveške dežele in njihova glavna mesta. Spet učenci s pomočjo zemljevida raziščejo to lahko sami, samostojno. Primerjaj deželni zemljevid z današnjim ozemljem Slovenije, kako se meje dežel skladajo z današnjo mejo Slovenije, ne, tukaj poudarek na Koroški in Štajerski in pa seveda Prekmurju, a ne. Tukaj lahko probajo sami ugotavljati, predvsem starejši, ne, učenci, dijaki, glede položaja Koroške danes in v tistem času, v srednjem veku, enako velja za Štajersko in pa seveda tudi potem za ostale primere od Goriške, mogoče Istre in tako dalje. Razišči, v katero deželo je spadal tvoj kraj v srednjem veku in v katero državno tvorbo. Zdaj pri osnovnošolskih otrocih se mi zdi vedno to zanimivo, kam smo spadali, ne. Je to tista zadeva, ki jih mogoče malo bolj pritegne, da probajo ugotoviti oziroma da se zavedajo, da je njihov kraj že obstajal v tistem času, po vsej verjetnosti, a ne, oziroma vsaj tisto ozemlje, na katerem je tisti kraj danes postavljen, če še takrat ni obstajal kot kraj, in v katero državno tvorbo ali pa deželo je spadal, a ne. Jaz sam učim na šoli, kjer recimo nekaj vasi za Kozjakom spadajo pod Štajersko, ne, bila dežela Štajerska, ostale spadajo pod deželo Kranjsko in to je še danes veliko rivalstvo med učenci, ne, Štajerska in Kranjska, točno se ve, kje je meja. Potem pa navedi, opiši kulturne elemente, ki so se ohranili na tem prostoru iz časa zgodovinskih dežel. Spet kot že v prejšnjih primerih, ne, seveda lahko učenci sami ugotavljajo, iščejo, opisujejo s pomočjo zemljevida, pa tudi seveda ostalih, bodisi interneta, uporabe interneta in tako naprej, kulturne elemente, ki so se ohranili.
Jaz imam samo opozorilo, minutka še, prosim. Aha, Madonna, ja. Hitim naprej. Se pravi, Napoleonovo osvajanje, grem že na Ilirske province. Enako navedi, katera ozemlja so spadala pod Ilirske province. Glavno mesto Ilirskih provinc, katero državno tvorbo spadajo Ilirske province. Se pravi, spet lahko učenci sami ugotavljajo, veliko tega, ker pač velikokrat tudi mi sami učitelji preveč informacij jim dajemo sami. Potem Slovenci po prvi svetovni vojni, zemljevid navedi, katero ozemlje današnje Slovenije pripada Italiji po prvi svetovni vojni, opiši potek Rapalske meje, poimenuje ozemlje, ki je pripadalo kraljevine SHS leta 1920, s pomočjo zemljevida opiši vojne akcije borcev za severno mejo in tako naprej. Tukaj so pač veliko možnosti. Okupacija Slovenije, se pravi čas druge svetovne vojne, s pomočjo zemljevida opiše okupacijo današnjega slovenskega ozemlja. Med drugo svetovno vojno razišči, kako je okupacija vplivala na prebivalstvo, ugotovi, pod katerim okupatorjem se je nahajal tvoj kraj v času začetne okupacije slovenskega ozemlja in tako dalje. Potem pa še Jugoslavija po drugi svetovni vojni. Na zemljevidu poišči, katere republike so sestavljale povojno Jugoslavijo in katera so bile njihova glavna mesta. Oglej si grbe republik, ali bi prepoznal grb posamezne republike, pač potem tudi primerjava. Kateri simbol je skupen vsem grbom, razišči zakaj, kaj predstavlja, primere zemljevida, kaj se zgodi z Jugoslavijo po letu 1991, pa še neko sklepanje. Ne. Zdaj, toliko na hitrco, kar se tiče uporabe zemljevida v šoli, je pa res na vseh stopnjah učnega procesa in pa, ja. Najlepša hvala gospodu Smoletu. Zdaj bom pa povabil še gospoda Aleša Mavra, še s svojim prispevkom. Vmes bi vabil vse udeležence, da tudi v chat napišete kakšno vprašanje, pa bi jih na koncu lahko tudi prebrali. No. Ja. Lepo pozdravljeni, moje ime je Aleš Maver, bi pa začel to kratko predstavitev z eno zahvalo in enim opravičilom. Zahvala gre gospodu Boštjanu Kerncu. Moji uredniki so vedno zelo prizanesljivi do mene, ker vedno zamujam z oddajo tekstov. Tokrat sem pa jaz podrl vse rekorde v zamudi, on je pa podrl vse rekorde v prijaznosti. Druga stvar je pa opravičilo. Večina napak, ki jih je ostalo v Atlasu, je ravno na rovaš tega, da sem jaz tako zamujal, tako da se že vnaprej, kar se tega tiče, opravičujem. Sedaj bi pa spregovoril na kratko nekaj o sodobnih kriznih žariščih in pa kako so lahko izhodišče za ukvarjanje z zgodovino in tudi kako nam lahko pri tem pomaga novi zgodovinski atlas. Pa če bi se prestavili na projekciji na drugi slajd. A se ne prestavlja? Aha, Boštjan, bi te opozorila, stisni ponovno New Share, pa ponovno deli projekcijo. Hvala. Zdi se mi pač, da so učenci in dijaki kar precej bombardirani z novicami o kriznih žariščih, kar na prejšnjega, ja. In sem izbral nekaj naslovov iz različnih medijskih objav v zadnjem tednu, hkrati pa navedel tudi, kje v zgodovinskem atlasu bi našli ustrezne zemljevide, ki nam lahko pomagajo pri razumevanju teh kriznih žarišč. Recimo, papež pozval k premirju v Gazi. Tukaj imamo seveda možnost uporabe zemljevidov, ki govorijo o sedanjem položaju v Palestini, pa tudi tiste, ki govorijo o staroveškem stanju na tem istem območju. Tako da gre tu za nekaj podobnega kot tisto, kar je prej predstavljal Tomaž. Potem migrantske dileme. Lahko uporabimo zemljevid o sodobnih migracijskih tokovih. Na strani 193 v Siriji je eksplodirala bomba, je pa eno od kriznih žarišč na Bližnjem vzhodu, poleg same Palestine, ki je tudi predstavljeno v zgodovinskem atlasu, eno stran prej.
Potem imamo po poškodbi termoelektrarn v Ukrajini prekinili oskrbo z elektriko v več regijah, o čemer so mediji poročali 30. marca. Imamo zemljevid Ukrajine in pa ruske agresije na celotno ozemlje Ukrajine leta 2022 na strani 189. Dodikova izjava o tem, da je treba razveljaviti odločitev o spremembi volilnega zakona, je pa lahko izhodišče za seznanjanje z vojnami ob razpadanju Jugoslavije, ki so relativno izčrpno predstavljene na strani 188 in 189 in je tam tudi nekaj malega rečeno o sedanjem položaju v Bosni in Hercegovini. Potem pa še naslov z 29. marca 2024, Slovenija 20 let v trdnem zavezništvu. To sicer tu ne gre za krizno žarišče v ožjem smislu, lahko pa je to izhodišče za seznanjanje z vstopanjem Slovenije v mednarodne povezave po osamosvojitvi, kar je predmet na strani 187. Skratka, vsa sodobna krizna žarišča imajo neko zgodovinsko ozadje, mogoče pa je treba pri tem tudi paziti, ker marsikdo očita, če opozarjaš na to, da imajo zgodovinski spori daljšo zgodovinsko brado, da potem na neki način opravičuješ sedanje zločine, kjer so pa žrtve tokratni otroci, tokratne ženske, tokratni starejši, tokratni invalidi. In tukaj je znana ameriška igralka Susan Sarandon, pri čemer moram povedati, da tudi mene vedno razžalosti, ko moji študentke in študentje ne poznajo več igralk in igralcev, s katerimi sem se jaz srečeval v mladosti. V bistvu ugotavljam, da je nekje Brad Pitt zadnja točka povezave, da vsi starejši igralci in igralke so jim tako tuji, kot je meni recimo Greta Garbo. Susan Sarandon je imela svoj vrh tam nekje v 90-ih letih, tako da je absolutno današnjim učencem verjetno neznana. Ampak ona je na začetku vojne v Gazi rekla, če umirajo otroci v inkubatorjih, mi ni treba poznati zgodovinskega konteksta, da bi vedela, da je nekaj narobe. To je gotovo res. Ne smemo izgubiti izpred oči sočutja do žrtev, ampak hkrati glede na to, da si kruh služim z poučevanjem zgodovine, sem trdno prepričan, da če pa nič ne vemo o zgodovinskem ozadju, se bomo zelo težko približali tako razumevanju, kot pa seveda še bolj reševanju teh kriznih momentov ali pa kriz v sodobnem svetu. In seveda ena od stvari, ki so lahko negativne pri sklicevanju na zgodovino in so v ozadju skoraj vsakega križnega žarišča, pa je, da včasih ena stran v sporu ali pa obe strani ali pa vse strani nekatere zgodovinske dogodke ali pa zgodovinska dejstva izrabijo za opravičevanje svojega napadanja, svoje želje po nekem ozemlju. Ponavadi gre tukaj za tako imenovane zgodovinske mite, ki sicer imajo neko zgodovinsko jedro, ampak v bistvu nimajo kaj dosti povezave več s sedanjim stanjem na terenu. To je recimo podobno, prej je Tomaž govoril o Karantaniji, kot da bi zdaj mi Slovenci, glede na to, da je bil sedež Karantanije na Krnskem gradu, zahtevali, da je Krnski grad del Republike Slovenije, čeprav tam vsaj zadnjih 170 let ne govorijo več slovensko, ali pa da bi recimo zahtevali, da je območje Špitala na Dravi del Slovenije, kjer pa slovenskega jezika ni praktično že od srednjega veka. Tukaj ob sodobnih kriznih žariščih lahko omenimo vsaj dva tovrstna zgodovinska mita in ju tudi ilustriramo z zemljevidom. Eden je povezan z rusko agresijo na Ukrajino, ki ga med drugim poganja to agresijo tudi prepričanje, da je Kijev mati ruskih mest oziroma prvo rusko mesto, kar pomeni, da bi moral Kijev spadati v Rusijo, čeprav se danes velika večina prebivalcev mesta šteje za Ukrajince in vsekakor ne moremo govoriti o tem, da je to rusko mesto. Podobno ali pa še bolj izrazito je pa to pri aktualnem dogajanju v Palestini, kjer se verjetno obe strani, zlasti pa nekateri krogi v Izraelu,
so se od nastanka države Izrael pogosto sklicevali na staro zavezo Svetega pisma, ko so opravičevali, zakaj naj bi določeno ozemlje sodilo v Izrael. In tak primer je recimo mesto Gaza, kjer v novejšem času judovske navzočnosti praktično ni bilo, je pa bila Gaza prizorišče delovanja svetopisemskega junaka, sodnika Samsona, za katerega sploh ne vemo, ali je bil zgodovinski lik ali pa gre tukaj za legendarno figuro, ki je znam pač predvsem po svojih po svoji frizuri kratki in pa potem, da ga ista ženska trikrat vrgla na isto finto, pa tudi nekateri so Samsona imenovali prvi terorist in samomorilski napadalec, ker je ob koncu svoje kariere porušil feničanski tempelj in kot ponosno pravi stara zaveza takrat ubil več Filistejcev kot v času vsega svojega življenja. Še bolj zapleten je pa seveda položaj v Jeruzalemu in tukaj si lahko pomagamo z majhnim zemljevidom razdelitve starega mesta Jeruzalema, ki ga vidimo na levi, kajti 3 veroizpovedi štejejo Jeruzalem za svoje sveto mesto, Judje zato, ker je bilo to središče kralja Davida in mesto Jeruzalemskega templja, kristjani zato, ker je bil tam Jezus križan in naj bi vstal od mrtvih, in pa muslimani, ker naj bi Mohamed iz Jeruzalema za eno noč šel v nebesa. Skratka, tu je res dober primer tako imenovanega zgodovinskega mita. Sedaj pa, če gremo naprej, bi pa samo na hitro nekoliko ilustriral ta judovsko-arabski spor ob uporabi zemljevidov oziroma z zemljevidi, ki izhajajo iz našega zgodovinskega atlasa. Ta judovsko-arabski spor ima dejansko zelo dolgo zgodovinsko brado, ki pa morda vendarle ni tako zelo dolga, kot bi obe strani radi prikazali. Po mojem mnenju je ključni mejnik v tem sporu in sprožilni moment tega dogajanja, ki ga zdaj spremljamo, je v letu 1947. Pa je mogoče prosil, da se premaknemo za 2 slajda naprej. Kajti takrat je, ko so Britanci ugotovili, da je zanje kot za upravitelje Palestine postalo prevroče, so se relativno hitro pripravljali na umik in nastal je načrt, da bi Palestino razdelili na 3 ozemeljske enote, ki jih vidimo tukaj na zemljevidu, se pravi arabsko državo, judovsko državo in pa območje Jeruzalema kot mednarodnega mesta, kar bi lahko primerjali z istočasnim predlogom za rešitev tržaškega vprašanja. No, tega načrta pa arabska stran ni sprejela, saj so Arabci mislili, da bodo lahko iztržili več ozemlja. Judje so ta načrt sprejeli in potem leta 1948 razglasili judovsko državo pod imenom Izrael. Takoj na to je sledil napad arabskih sosed na novo nastalo državo Izrael. Posledica tega napada in vojne, ki je sledila, pa je bil tak, kot ga vidimo na drugem zemljevidu, da so Izraelci osvojili več ozemlja, kot bi jim ga pripadalo po dogovoru po načrtu o razdelitvi, in prišlo je do tako imenovane Nakbe oziroma katastrofe, kot temu pravijo palestinski Arabci, kajti 700 000 Arabcev je bilo pregnanih svojih domov in ta številka je do danes narasla na 4 milijone. Begunci in pa danes jasno v glavnem njihovi potomci. In to je pravzaprav največji problem v judovsko-arabskem odnosu. Treba je tudi povedati to, da potem ni bil samo Izrael tisti, ki si je priključil del ozemlja predvidene arabske države, ampak sta si, kot vidimo iz tega zemljevida, zelo lepo
tudi dva arabska soseda vzela svoj kos pogače, in sicer Egipčani so si priključili Gazo, tako da, če jaz prav razumem, je mednarodno pravno Gaza še vedno del Egipta, medtem ko je tako imenovani Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom si je pa vzela Jordanija. Tako da so v bistvu tudi arabski prijatelji zarinili na nek način palestinskim Arabcem nož v hrbet. Dodatna zaostritev položaja pa je prišla leta 1967 in to tudi lahko iz atlasa dobro vidimo, ko je Izrael preventivno napadel Egipt, ki se je takrat pripravljal na napad na Izrael, kajti egiptovski voditelj Nasser je bil na vrhuncu svoje moči in v rekordnem času, v 6 dneh, osvojil polotok Sinaj, Zahodni breg, ki je bil prej jordanski, Gazo, ki je bila egipčanska, in pa še Golansko planoto, ki je pripadla Siriji. In takrat se pravzaprav začne izraelska okupacija palestinskega ozemlja, ki je bila pa izredno, torej Izraelci so, to je treba vedno poudarjati, izredno slab okupator. Veliko ljudi misli, da ko enkrat ozemlje okupiraš, da potem nimaš več nobene odgovornosti do njega, in tukaj lahko morda potegnemo tudi vzporednico z predvsem italijansko okupacijo osrednjega dela Slovenije med drugo svetovno vojno, kajti tudi Italijani so bili, po mojem mnenju, izrazito neodgovorni okupatorji in so v marsičem prispevali potem k bratomornemu boju med Slovenci. Zelo pomembno pa je seveda tudi vedeti, da čeprav je prišlo leta 1993 do nekaterih poskusov sklenitve trajnega mirovnega sporazuma, da tako palestinsko območje, kot je sedaj predvideno, in to vidimo na zemljevidu iz leta 2020, ne bi bilo sposobno življenja. Se vidimo, da v bistvu so ta palestinska območja so neki otočki sredi morja, kjer še vedno ohranja Izrael ves nadzor. Zdaj pa se bojim, da se je čas že iztekel, tako da samo bi prosil še, če gremo nazaj na razpredelnico z časovno tabelo. Ja, seveda to je po mojem mnenju ta ožji zgodovinski okvir, seveda se pa obe strani sklicujeta tudi na dogajanje daleč v zgodovini. Recimo Judje zelo poudarjajo to, da je kralj David, ki je, če je že kaj bil, seveda ni bil nikakršen kralj, ampak je bil bolj lokalni šerif ali pa predsednik revne skupnosti s sedežem v Jeruzalemu, in naj bi osvojil Jeruzalem tam okoli leta 1000, oziroma po mnenju nekaterih zgodovinarjev malo po letu 1000 pred Kristusom. To je izredno pomemben mejnik za Jude. Za Arabce pa je seveda bistveno, da v 7. stoletju osvojijo Jeruzalem v okviru velikega arabskega cunamija, kmalu po pojavu islama, in tako tudi njihova prisotnost traja že skoraj 1400 let. Vmes pa še letnica 135 po Kristusu, ko pa Rimljani dejansko izumijo pojem Palestina. Imajo poln kufer Judov, ker so se jim dvakrat močno uprli, in jih kaznujejo tako, da iz Naftalina potegnejo Filistejce, ki so živeli prej 1000 let prej na tem območju, in poimenujejo območje na mesto Judeje Palestina, ker v hebrejščini se je Filistejcem reklo Pelištim. In tako zaradi tega potem Arabce, ki živijo na tem območju, danes imenujemo Palestinci. To pa je seveda možnost, da uporabimo tudi zemljevide, ki pa govorijo o razvoju v starem veku. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Alešu za zanimivo predavanje. Jaz bi vas povabil zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje. Napisali niste, čas nam je potekel. Zdaj, če se nihče ne oglasi,
bi jaz počasi zaključil. Videli ste kar nekaj zemljevidov, ki so vključeni v zgodovinski atlas. Približno 220 takih zemljevidov je vključenih. Ogromno je tudi statističnih podatkov in dodatna kratka, jasna besedilca, ki so namenjena predvsem samostojnemu razumevanju zemljevidov. Dodali bomo še nekaj didaktičnih namigov v zgodovinski atlas. Vsem udeležencem pa bi poslali nekaj primerov dela z atlasom in nemimi kartami. Če vam bo karkoli koristilo pri vašem delu v razredu. Torej, če ni vprašanj, bi se vam jaz zelo lepo zahvalil za tole pozornost. Upam, da vam bo atlas, kot tudi vašim dijakom in učencem, v lepo pomoč pri delu. Najlepša hvala in lep dan še naprej.